moje ime je Tonight in poslušate Radioaktivno. Pač ne vem, sled svojim sanjam, veš, sam ne se pozabiti, a kontaš. Slepa slediva tele cesti, jaz tebe čakam, ti pa hodi stran. Iščem odgovora, ga več ni, v tišini zdaj ostaja dan. Kaj bom ja, če boš odšla, moje srce sem ti jaz dal. Kje sva se zataknila? Kam si odšla? Kaj zdaj bom sam? Vsi me sprašujejo, kam si šla? A ne razumejo, da sva oba kriva. Kaj bom ja, če boš odšla, moje srce sem ti jaz dal. Kje sva se zataknila? Kam si odšla? Kaj zdaj bom sam? Naprej ne znam, pridi nazaj. Vse ti dam, si odšla, moje srce ti vedno dam. Kje sva se izgubila? Kam si odšla? Kaj zdaj bom sam? Naprej ne znam, pridi nazaj. Takoj lahko srce zmam. Kam si odšla je bila skladba, ki ste jo slišali z EP-ja Lustni Love, izvajalec Tonight. Jan, lepo zdrav, oddaji Radioaktivno. Lepo zdrav. Sicer sva že nekaj časa nazaj govorila po telefonu, tokrat si prišel še v živo studio, kar nekaj materialov danes je vrtela, kajti na vrata je potrkal nov EP, drugi tvoj že po vrste. Tako je, ja. Ta EP je sicer mečkam bolj alternativen, ampak jaz mislim, da bo poslušalcem prav lepo všeč. Najprej si se vprašal, kam si odšla. Tako je, s tem singlom sem res želel poudariti ta občutek izgube. Zdaj je to izguba osebe, izgube čustva in tudi ta celoten EP Lustni Love govori v različnih čustvih, zdaj single govori pa prav v izgubu prav posebne osebe. Konkretne? Bi omenil, ampak sem izmuznil. Boš raje ovinkaril. Tako je, Tudi to je treba kdaj pa kdaj. Se tudi pride do cilja. res je. Si mlad glasbenik, če tako pogledam tvoj vzdevek Tonight, lahko ga razumemo na dva načina. Ali moče še na več načinov. Kako bi ga ti razložil? Jaz bi ga razložil Tonight, nisem hotel napisati v angleščini Tonight, pa sem dal malo bolj dvojka pa NITE, bi pa razložil to kot nocoj. Zdaj, kaj to pomeni, na kratko Tonight predstavlja čustven del mene. To so čustva, ki jih ne povem na glas oziroma ki jih ne povemo na glas. In tudi hočem poslušalcem v svoji glasbi predstaviti, kako se počutimo oziroma to, kar ne upamo povedati. Mogoče bi kdo drugi razumel kot dve noči. Ja, Tonight. tudi to lahko, tako da je tako zanimivo ime. Si veliko kolebal oziroma izbiral vzdevek? Ja, imel sem kar nalogo s tem, da sem si ga nadel. Zdaj, če bi še enkrat si ga nadel, bi si po moje dal samo svoje ime, ker je pač slovensko. Se mi zdi to smiselno, ampak mi prav nič ni žal, da sem Tonight, ker imam to neko masko pred, da to nisem pač jaz. Če bi pa bil pod pravim imenom, potem bi bil car. Jan Car, ja. Bi ti že v sodišču rekli, da si car. To je bilo ta skul. Mogoče pa to v prihodnje za kak drugi projekt. Ja, mogoče bom enkrat Jan Car. Ampak ja, Tonight mi je kar všeč za zdaj. Na zadnje pa se je to vzdevek kar prijel, odkar si se pojavil na scene. Ja, sem kar priden, probam redno izdajati.
zdaj tudi v naslednjem letu lahko pričakujete single in mogoče pol v letu 2 čist nov album, zdaj svoja produkcija, vse je na večjem nivoju. Tudi svoj band sem si zdaj zrihtal za live performerje, tako da. Do tega še pride vam druga, ki jo bomo slišali, bo Zbledel. Zbledel govori, je taka malo bolj alternativni pop komad, mogoče bi rekel hyperpop celo. Tukaj sem se zelo igral z pičanjem, z nekim R&B-om, malo mešane žanre, tudi komad je na splošno zelo kratek, tako da ja, Zbledel. Umetna inteligenca v tej skladbi pravi, da je tema skladbe zaton čustev in razpad odnosa. Ja, je nekako tematika mojih skladb so neka čustva, zdaj ponavadi so melaholična, žalostna, ampak ja, nekako na veselo podlago povem žalostne stvari. To je nekako značilno za mene. Moje ime je Tonight. In to je moj komad. Kličeš me po noč, ura je že 5, spet za 9. Jaz za sebe dož slomim se že spet, ne na 5. Ko mi nosim sebe, ne pa svet. S tebe sem Zbledel. Priznam, jaz spet zajebo sem. Cena, srce je šlo na pol. Bera, bera. Vem, da sem za tebe fakt. Jaz vem, da sem za tebe fakt. Jaz vem, da sem za tebe fakt. Jaz vem, da sem za tebe fakt. Ja. Kličeš me po noč, ura je že 5, spet za 9. Jaz za sebe dož slomim se že spet, ne na 5. Ko mi nosim sebe, ne pa svet. S tebe sem Zbledel. Priznam, jaz spet zajebo sem. Cena, srce je šlo na pol. Bera, bera. Vem, da sem za tebe fakt. Zbledel in Tonight z mano vdaje Radioaktivna. Jan, to je tvoj drugi EP. Tako je, Lastni Life je moj drugi EP, prvi je bil Tebi bi pel, zdaj Tebi bi pel je bil bolj pop indie rock, mogoče malo punk na trenutke, zdaj ta je bil pa alternativni in sem hotel s temo EP-jem sporočiti. Lahko sem karkoli, ni me strah izdati nekaj, kar še ne znam, kar nisem. In to je bilo nekako tudi bolj personalni EP, tako prav zame. Prvi EP, 5 skladb, drugi 5 skladb, to je že skupaj dejansko album. Ja. Tako se šteješ, pa še potem nekaj singlov, danes mislim, da vse skupaj zavrtela 14 pesmi, kar je že kar veliko materijala. Ja, pa še prideš, zelo pride. Imam zdaj trenutno 15 danih komadov lastne produkcije, tako da album prihaja, samo se bom fokusiral zaradi marketinga pa vsega tega, kar se mi zdi smiselno na single, pa pol sestavo neki, kar lahko rečem album, ki bo imel neko celoto, neko rdečo nit. Zvočno lahko primerjaš oba izdelka? Mogoče z vokali, pač prepoznam se, mislim, da me tudi poslušalci, imam tak značilen način pisanja besedil pa izražanja, se sliši, da sem to jaz. Zdaj žanrsko, nekateri ja, nekateri ne, kot sem rekel, zdaj ta nov EP je alternativen, ni za vsakega in sem res hotel to prostost izdati. Pomeni, da potem na EP-u daš neko zaokroženo celotno neko zgodbo? Ja, Lastni Love je nekako, če prevedemo v slovenščino, poželjen ni ljubezen, govori dosti celoten EP v temu, v napakah, žalosti, v stvarih, v čustvih, ki so lahko kratke, nepomembne. Kdaj pa kdaj tudi zamenjamo srečo za prazno srečo oziroma kot Lastni Love, poželjenje za ljubezen. Potem ostale skladbe, ki niso na EP, pa nekako štrilijo ven v druge žanre? Ja, to so pa zdaj OCD je punk, Januar imamo nek pop, to se mi zdi, da je kar bi pasel na prvi EP, tako da ja, ampak zdaj to je nekako, kar jaz dojemam neka moja pot, tudi ta Lastni Love, nekako iščem se, zdaj pa saj rad bi povedal poslušalcem, da sem se najdel in da tudi zdaj te projekte, ki pridejo, imajo končno neko rapping glavo, nogo, kakorkoli se bi mogel izraziti. Tretja bo naslovna skladba tvojega aktualnega EP-ja Lastni Love. Tako je. Ta je taka malo nagajiva, bi jaz rekel. Tukaj malo, kolikor je Prešeren, lečil le sodi naj Kopitar. Nekako sem se malo poigral tukaj, sem malo požugal eni osebi, tako da ja. Upam, da se ni spoznala ali pa se je, na srečo. Upamo, da se je.
skriva smeti, pa kaj se zdaj dogaja tle. Vsak tvoj dotik sam za mene je pristan, nisem vedel, da je vse prazna resnica, kaj jaz si domišljam. Lesni lef, ne rabim te, lesni lef, ne rabim te. Yeah, moj lifestyle je crazy, jaz sem ena bebo in ona je amazing. A ti veš, da sem famous, delam to lezikom, štekiram in ma business. Lesni love, kontaš me, jaz imam sam te, ne bodi crazy. Pridi sem, rabim te, tudi če sem slab, zameri ne. Čekaj, ti si sama, svetla luna maja. Tvoj pogled na ta svet mi je mantra, jaz sem ta budala, ko potem mi tava. Nisem vedno fiks, vem, da si ta prava. Ko padam sam, delam sam napak, jaz sam ne vem, če vse lahko odpravim. Ko boli, celaš mi rane, zdaj šele vem, da vse si mi mala. Vsak pogled se lažeš meni, praviš, da naj si je skrivaš mi ti, pa kaj se zdaj dogaja tle. Vsak tvoj dotik sam za mene je pristan, nisem vedel, da je vse prazna resnica, kaj jaz si domišljam. Lesni lef, ne rabim te, lesni lef, ne rabim te. Vsak pogled se lažeš meni, praviš, da naj si je skrivaš mi ti, pa kaj se zdaj dogaja tle. Vsak tvoj dotik sam za mene je pristan, nisem vedel, da je vse prazna resnica, kaj jaz si domišljam. Lesni lef, ne rabim te, lesni lef, ne rabim te. Tonight z mano oddaji Radioaktivno, naslov EP-a, ki ga vrtiva, je Poželenje ni ljubezen. Tako je. Zdaj tematika je tukaj jasna, tukaj, kakor sem prej omenil, ni vse, kar na prvi pogled zgleda realno, tako bom rekel. Poželenje ni ljubezen. Ljubezen je neko čustvo, ki ga jaz tretiram kakor pravo. Poželenje je pa začasno, pa prazno. V slovenščini ustvarjaš, zanimivo. Ja, zdaj kdaj pa kdaj uporabim slang, trudim se, da ne, ker imam res rad slovenščino in hočem ohranjati našo kulturo pa naš jezik. Tudi pri pop komadih se trudim, da je kakšna nova beseda, ki se mogoče gre kdo prebrati, pa, ali pa celo jaz. Zdaj v temu Lesni love pač ja uporabljam kakšen slang, zato ker sem se res pustil ta krila ustvarjalna. Isto sem si rekel, kjerokoli žanro. Oziroma ono žanro, ki sem si prej prepovedal. No. Vse delaš sam? Tako je, od miksena do masterja, tudi zdaj produkcija v ta novem albumu oziroma v prihajajočih singlih. Vse sam, tako da vse trudim. Očitno imaš dovolj idej oziroma veliko idej. Sem kar ustvarjalen, ja, rad tako mislim, ampak prije pa tudi kdaj, ker nimam nič idej. Kako potem preseči ta blackout? Jaz mislim, da kakor vsak, ki se nadela, jaz imam sicer srečo, da imam 2 službi, imam službo, pa sem pa še po službi glasbenik, vsaj tako in takrat mogoče dam fokus na kaj drugega, pa na počitek, pa se ne smem forsirati. To je mislim, da zelo pomembno, takrat, ko nekaj ne gre, sam pustiš pa čez nekaj časa se vrneš. Kako reagiraš, če pride inspiracija med službo, ko nekaj počneš, nekaj delaš? Odprem kamero ali pa voice in sam začnem snemati se. Tako da ja, imam to prostost, da lahko. In sam poznamam in pa pridem domov in provam to kreirati. Potem imaš kar diske polne. Ja, telefon je čist poln. Pač ali video to v nekih črnih, ki pač prek kamere posponovat poznamam, pa odla snemam tako neko idejo. Tako da ja, zanimivo je, ko pride ideja. Kaj pa če pride po noči? Pa pišem v notebook ali pa se snemam sred noči. Zdaj, jaz sem tak, ki furat razmišljati, tako da če prije ob 2 zjutraj se grem snemat ali pa grem celo na računalnik, ker posnet že. Zdaj smo sobo izolirano, ker na srečo, tako da nobenega ne motam, pa imam slušalke pa mikrofon, pa snemam ali pa sproduciram. Solze telo bo 4. z EP-jem. Ja, ta se mi zdi, da je kar zanimiva isto. V tem smislu, da so taki dosti industrijski zvoki, noter isto tako udaren bit, pa ta bas v komadu je res ga kar. Zdaj ta komad na splošno, če ga okrajšam, je samo neka samorefleksija, sam sebe, vse mi daš, ampak nikoli ni dovolj. Veš, kaj pravi Kopilot o tej skladbi, ko je analiziral? Kaj? Poetično in telesno besedilo raziskuje mejo med telesnim stikom in čustveno praznino. Mislim, da je kar dobro opisal. Ja, zanimivo. Boš ti nekaj potem več povedal o tem, kako vidi tvoje skladbe? Ja, prav zanima me, to me pa zdaj res zanima. Ne, nisem več to prav.
Ljubim tebi dan in vedno, nočem da vse to mede. Prisatene, srce moje je zavedno, tvoje, če ga hočeš dnevno, solze tvoje pa so breme. Vse to mene, prisatene, prepir me vsakič jebe, jaz jezen sem na tebe, ne vem, če vidiš mene, kot je sebe, ne vidiš, da sem breme, kaj jaz te prizadenem, ne vem, če vidiš mene, kot je sebe, ne, nisem več tu prav, izgubil sebe sem, kaj zgodilo se, če bom jutr tam ostal, ne, nisem več tu prav, izgubil sebe sem, kaj zgodilo se, če bom jutr tam ostal, solze telo, vse za mene je, vseeno, vedno ne zadošča men, bedno željo jaz v sebi imam, vseeno, vedno me pokvari ta, solze telo, vse za mene je, vseeno, vedno ne zadošča men, bedno željo jaz v sebi imam, vseeno, vedno me pokvari ta. Lustni Love, EP Tonight, izvajalec Jan z mano oddaje Radioaktivno, Solze telo je bila slišana. Jan, kje so tvoji glasbeni začetki? Začel sem z prijatelji v Mengšu. Prvič se spomnim, ko me je prijatelj po imenu Jan me je pelil ven studio proti Medvodah, zdaj pri Hrašah. Spomnim se, ko sem prvič prišel v studio, sem videl to vso opremo, fascinantno mi je bilo in od takrat sem me kar prijel in sem prišel domov navdušen, ne vem, bil sem star 18-17 let, bil sem mlad. Predtem sem sicer še plesal, no, tako da sem bil skozi v glasbi in sem povedal staršem, da bi si rad kupil vso to opremo. Starša sta se za glavo prijela, sta rekla, ojoj, spet še en hobi, ki bo šel mem, ampak se je obdržal in to je res ljubezen mojega življenja, bi rekel, glasba in zdaj igram kitaro, bobne se bom naučil in tukaj noč sem se kar najdel. Začetki tam nekje 2022-2023 s prvimi skladbami? Jaz bi rekel, je 2022, mislim, da sem izdal Obljube, tako da takrat sem se opogumil, imel sem pa že kakšen let, dve prej, en kup neizdanih, še vedno neizdanih, ki sem pa se iskal, pa učil, pa dolga pot je, da preden karkoli izdaš, pa si upaš pokazati javnosti. Si bil več čas solist ali tudi kdaj delal v kakšni skupini? Skozi sem solist, ker sem tak človek, da bom kar po resnici povedal, zelo težko sem kompromisen pred svojemu ustvarjanju, jaz sem trmast, imam rad svoje ideje do konca speljano. Potem sklepam, da si dejansko samo uk. Ja, vse sem se sam naučil. Zdaj edino na kitaro hodim na tečaj. Sem se začel sam učiti, pa sem se pa odločil, da sem na tečaj opisal pri kitari, pri produkciji, pri petju, pri miksanju, pri produciranju. Je bilo pa kar dolga pot, vse sam. Pa YouTube, pač, ja ne, samo uk. Ravno sem mislil vprašati, koliko ti je pomagal splet pri učenju. 100%, vse. Sam YouTube, a ne, to mi je bilo najbolj. Tudi pri produciranju skladb? Ja, vse, YouTube, bobni, klavir, glasbena teorija, kako sploh klavir pa note delujejo. To so bili neprespane noči, pa mi nič ni bilo jasno, ampak počas smo prišli do točke, ki je zvenelo nekaj. Še eno z EP-ja vrtiva svežega, potem bova zvrtela še nekaj starejših skladb, če rečem tako pod narekovajem, Kličeš me bo tam, to je tudi sodelovanje. Tako je, Kličeš me je nastal čisto simpel, nekdo me je povabil, producent Jack si me je povabil v studio in je tako red komad postal, tudi videti, tako kot cel komad lahko nastane na YouTube, je prav video in se je logite ogledati in se mi je bil komad toliko všeč, pa ljudem je bil toliko všeč, sem rekel, bom dal še to gore, se mi zdi.
da pa še zdravo. Zdaj ti bom še povedal nekaj o tej skladbi, kot jo vidi kopilot Microsoftov. Tema skladbe je toksična dinamika odnosa, kjer ena stran vedno znova kliče nazaj. Ja, mislim, da je dobro videl po besedilu. Ja, kličeš me. Ampak moram ti vedeti, da sem ga moral dvakrat vprašati oziroma mu dati ukaz, da analizira tvoje skladbe z EP-ja. Res? Kajti, ko sem mu dal prvič ne analizira skladbe z EP-ja Lost in Love, mi je ven vrgel skladbe, ki sploh niso na EP-ju. Kjer je vrgel vrn? Ven je vrgel skladbe Lost in Love, Mercedes 94 ja. in OCD. Malo zmešal. Po ponovnem ukazu pa se je potem naučil in očitno poiskal v bazi prave skladbe oziroma pravi EP. No, super. Ampak ja, kar zadane ta AI, me je presenetljiv. Zanimiva stvar je to. Prideva še do tega bolj proti koncu pogovora, sedaj pa skladba Kličeš me. Kličeš me, kaj že spet narobe je, koliko je cajta že minil, koliko si rada imela me. Kličeš me, kaj že spet narobe je, koliko je cajta že minil, koliko si rada imela me. Laže se, sam še vedno rabiš me, najin zadnji je prepir, preden tebe bilo ni več. Šlo vse na pol, da nekaj mesec, ko ne bo več šlo, ne vem, če bom borba naprej, tu če nočem biti sam. Kaj vse je bilo, nostalgija mi ubija sam se je šlo stran. Kličeš me, kaj že spet narobe je, koliko je cajta že minil, koliko si rada imela me. Laže se, sam še vedno rabiš me, najin zadnji je prepir, preden tebe bilo ni več. Bilo ni več, bilo ni več, bilo ni več, bilo ni več, bilo ni več. Živjo, jaz sem Tonight in poslušate Radioaktivno. Občutek imam, da to zdaj zadnji je zahod za naju dva. Preklete tele so oči, pa poljubil si. Ne vem, če zase govorim, sam problemi vsi so padali po njih. Sam še zadnji kis, mi daš na lice, punca lepa, preden odletiš. Spomini mešajo mi glavo, dej natoč mi miks, da se ne spomnim več večera, ko si meni ti dala vse stvari. Obljube sama se postavljaš, govoriš mi vprašanja, zlomiš mene spet in spet. Od tebe, baby, sam zadet. Sam ni mi žal poljubov, nisem jaz trot, nisem glup. Vsaka solza je strup, za tebe vedno sem gluh. Vse nje zgubamo čase, pa tebe ni tu. Moji so feelingi blue, jaz za te vedno sem tu. Jaz za te vedno sem tu, yeah. Jaz za te vedno sem tu. Jaz za te vedno sem tu, yeah. Jaz za te vedno sem tu. Pristajam tle, prvotno mesto zgleda zame, je začetek tle. Ne moreš več igrat se z mano in to jezite vem. Občutek slab imam jaz v glavi, vse vrti se je, vse vrti se je. Moram stopiti stran, preden bom padel v objem, tebi jaz nazaj. Ne bom si več očitil nič, da ne morvajo, nisva za skupaj pač. Tudi ko zdaj pride, ja, kaj naj naredim je sam. Obljube sama se postavljaš, govoriš mi vprašanja, zlomiš mene spet in spet. Od tebe, baby, sam zadet. Sam ni mi žal poljubov, nisem jaz trot, nisem glup. Vsaka solza je strup, za tebe vedno sem gluh. Vse nje zgubamo čase, pa tebe ni tu. Moji so feelingi blue, jaz za te vedno sem tu. Jaz za te vedno sem tu, yeah. Jaz za
zate vedno sem tu. Jaz zate vedno sem tu, Obljube ter Jan Car z mano oziroma Tonight v oddaji Radioaktivno. Jan, s to skladbo so se vrnila na začetke tvojega kreiranja glasbe. Ja, Obljube mi je še do tega dne en izmed bolj spisanih komadov, ki sem jih spisal. Spomnim se, da sem ga pisal 2 dni, takrat sem bil še po očetu, smo bili v fazi selitve. In ja, ta komad mi je iskreno pri srcu. Sej naslov pove, govori o obljubah. Zdaj v tem primeru ali so to prave ali prazne. To pa morate poslušati. Že prej si omenil, da ne gledaš na žanr, da si žanrsko zelo različen. Ja, ker je lahko kdaj moja Ahilova peta, ali kako se to reče. Moram biti malo bolj konsistenten pri teh žanrah. Ampak ja, si pustim to svobodo, ker sem mlad. Ampak industrija tudi v Sloveniji, pa tudi mislim, da poslušalci zahtevajo, da se držiš neke žanre počasi. Indie pop, folk, country bomo še danes slišali v tvojih skladbah, alternativne elemente vklapljaš. Punk si prej omenil, rock si omenil. Ja, hyperpop, R&B, vse imam, kar je super. Jaz mislim, da je nekako to tako pristno, ta neka pot, ta simpatična zmedenost, obenem pa neka široka kreativa, ampak jaz obožujem kitare, bobne, bas kitare in te naravne inštrumente, kako naj se izražam, akustične inštrumente. In indie pop, tebi bi pel EPO, mi je ta zvok, ki mislim, da Tonight v resnici to je. Dejansko objameš širok spektr poslušalstva. Tako je pa obenem tudi lahko kdaj strašno, ker nekdo si želi, da bi izdal še kakšen indie pop komad, jaz pa pač zdaj malo tavam. Je težko se odločiti, v kateri žanr bo šla katera skladba? Kdaj se odločiš? Ko produciram, naredim ponovadi ali pa ko zbiram, če dobim kakšen beat od producenta, ampak ja, zame je to najtežji del se omejevati, ampak moraš se omejevati, da pač ljudje vejo, kaj si. Naprimer, vedno se vprašamo, Apple ali pa Nike, to sta neki ogromni znamki, sta se tudi omejevala na telefone, pa na čevlje. Okay, Nike je pa še oblačila, ampak imajo ta nek krog, ne prodajajo jih sirovih štručk. Tako da mislim, da je pri glasbi mora biti enako, no. Še vse je to biznis. Ne nazadnje intenzivno prepletaš žanre, kar opažam danes pri glasbenikih mlajše generacije, da niso več tako žanrsko profilirani, kot so bili nekoč. Tako je, ja. Jaz mislim, da je to ful dober, kar sem rekel, jaz še posebej sem to prikazal, ko se iščem, pa tudi všeč mi je, da rečem, oziroma kar prikažem s tem, kaj izdam nek tok raznolik EP. Vseeno mi je, to bi vam rad pokazal, to sem jaz. Obenem pa pride vedno ta misel, vsaj tako, ko si malo večji oziroma ko se to spreminja malo več v biznis, da moraš se držati neke žanre in da lahko poslušalci vsaj malo vejo, kaj pričakovati. Vse se spreminjaš, pol iz albuma v album, pa imaš neke elemente, ki jih dodajaš, ampak ta svoj zvok razvijaš. Naslednja, en izmed singlov bo OCD. O njem sva tudi govorila telefonsko, že kar, mislim, da leto nazaj, skoraj da. Ja, ta komad ima zame dost žalostne spomine, to je komad, ki sem ga napisal v svoji mentalni stiski v OCD-ju, v motnji. Zdaj, ta komad je bil zame sporočilo, ni me strah povedati, ne smete biti strah priznati, da je kdaj pa kdaj kaj ne v redu, zdaj mentalno zdravje je tako pomembno kot telesno zdravje in to je nekako sporočilo svetu. To je komad tak punk, tak jezen, žalostno jezen, mislim, da en izmed mojih ljubših, no. Je pa težek za poslušati. Zle spet me stres in ubija me, nočem biti tak, nasedo tebe. V glavi imam nemir, pa mu nočem jaz verjet več. A boš ti šla, če skupi me se, gnil cel je svet, pa boli in tre. Vse ti misli so preglasne, krire se ugasne, ta čas. Strah me je, ker nad gladino, ko mi diham se. Ne vem, če slišala si mene v tem, ker sem utapljal vse, sem zdaj kričijo same. To ni OCD, to zdaj moj je dopamin. Dajte mi luči, preden sam se razdrobim. Klicuje sem te, pa praviš ni spet men, da pomagaš lahko se sebi, čisto vse je zdaj na tebi. Strah v mene, ne morem se mu več predati sam. Si gledala me dan po dan, ker jaz sem lomil vse. Čeprav sem hotel se upret, nisem več preseb. In pa mi
mi pravijo, da sem jaz preveč za vse. Jaz ne moram več trpeti, sam za sebe tle. Trupi me se, sem prosim, zdaj pomagaj me. Ne moram več zdaj pet in hočeš, da grem jaz naprej, čeprav ne moram. Vsa so čustva zmešana in to je sporen. Ne vem, če si ti čutila, zadev sem poden. Tvoj pogled pove mi vse, nisem si podoben. Strah me je, ker nad gladino, ko mi diham še. Ne vem, če slišala si mene v tem, ker sem utapljal vse, sem zdaj kričijo zame. To ni OCD, to zdaj moj je dopamin. Dejte mi reči, preden sam se razdrobim. Klicuje sem te, pa praviš ni spet men, da pomagaš sam sebi, čisto vse zdaj na teb. Strahu me, ne morem se mu več predati sam. Si gledala me dan po dan, ker jaz sem lomil vse. Čeprav sem hotel se uprit, nisem več preseb. 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 OCD in Tonight oddaji Radioaktivno. Glasbo imaš dosegljivo na spletu? Tako je, najdete na YouTube, Spotify, Deezeru, praktično vseh platformah digitalnih, ki tam so, tako da pojďte poslušati, če sem vam simpatičen. Razmišljaš tudi kdaj o fizičnem nosilcu zvoka? Nujno, rad bi imel plošče, to mi je top. Moja mlajša sestrca ima gramofon in si prav predstavljam, kako bi to izgledalo. Tudi CD ali pa na USB ključkih, to se zdaj ful moderno postavilo. To mi je cilj, ne? Ampak rabim prvo občinstvo, ki bo to kupil. To pa pride s časoma, bomo videli. Dejansko imaš 2 EP-ja, primerne dolžine za A in B stran. Ja. Vinilne plošče. Še nekaj ostane. Ja, to je tak, ta pa bi bil tako, jaz si ga predstavljam kot roza pa rdeča, tako kot dve čisto taki različni barvi, tudi, ki bi ga ljudje poslušali, ne vem, bi se kar vprašali, je to isti, mogoče žanrsko, to je ono, ki bi jih medal. Glas je še vedno pač podoben. Streaming platforme, tam je vsa tvoja glasba, vidim, da je zelo dober odziv, da imaš veliko poslušanja. Ja, imam to srečo, jaz sem zelo aktiven na socialnih omrežjih, tudi promoviram se kar veliko, tudi radio ti me vrtijo. Tako da sem zelo hvaležen za to, pa tudi za vsakega poslušalca svojega. Probam biti konsistenten, probam jih ne razočarati, probam biti iskren in ja, sem vesel, kako se razvijajo stvari. Je poslušalstvo samo iz Slovenije ali tudi od drugod po svetu? Imaš kaj podatkov? Ja, imam. Zdaj iz glave lahko povem, da prva je Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Srbija, imel sem ful iz Koreje, ki so jih poslušali, pa iz Amerike. Tako. Spotify mi daje čisto noro statistiko in iz Mehike, iz Brazilije, v glavnem čisto noro. Isto iz YouTubea, vem, da ni mi več žal, mi je bilo ful smešen, ker se je v Mehiki ful poslušal. Tako da ja, čisto zanimivo. Vidiš, da večni jezik velika barijera. Tako bom rekel, v novem albumu bo en angliški komad, to definitivno, s tem bom presenetil. To sem po mojem tudi prvič povedal v etru. Zdaj, jezik zame, mislim, saj jaz si želim v ta balkansko območje, da bi slovenščina bila toliko poslušana, kakor je kakšna srbsko-hrvaščina, hrvaščina v slovenščini in upamo, da bomo lahko tudi slovenskimi komadi, kakor Joker Out, probo prodreti na ta balkanski trg, kakor se ni da, čeprav ona poje srbščini, ampak ja, to bi bila velika želja. Januar bo naslednja. Januar je tudi en odličen pop komad, tak mal Post Malone vibe pop. Zdaj v njemu ne vem točno, kaj naj povem. Napisal sem ga za punco, ki ima rojsten dan januarja in je komad za njo. Zdaj, ena zanimivost, v tem komadu sem čist za hec posnel svojo sestrco v back vokalih, proti koncu komada lahko slišite in je noter na komadu in je mi tako top. Potem že malo družinsko ustvarjaš. Pač prosila sem jo, pa sem pač rekel tako zapoj, da v harmonije in je bila v komadu in pa tudi zdaj, če se kdaj sliši na radiju, tu mi sam smeji, se izko smeji. Meni je pa tudi tako zabavno to, da sem jo lahko na radiju ali pa tako nekam dol. Tako da ja. Spet iščam te na konc, pa vseeno najdem te več ne. Cel svet premika se,
sem pa da ne hodim skozi naravnost. Jaz nisem gledal sebe, baby, ti si zame varnost. Ker vem, da jaz držim se naju tu, če se predaš. Ker vem, da raneš ti skozi mene tu, če nočeš, ja. Zate padel bom dodal, vedno iščem naju dva. Kje je zadnja Maurica, ki si jo obljubila? Tvoje solze so na meni, brišeš iz večer, a še spomne se januar. Poletna sva, romanca mi dva bila. Ko mrak se je začel, se spraševal, a ratal bo. Rabim to telo, še preden januar se spet konča. A bo še vedno moja ti bila. Moja bila, boš moja bila, boš moja bila, boš moja, ja. Januar, moj januar, tvoj januar, januar. Poletna sva, romanca mi dva bila. Ko mrak se je začel, se spraševal, a ratal bo. Rabim to telo, še preden januar se spet konča. A bo še vedno moja ti bila. Ljubim te, moj januar, moj januar, moj januar. Januar, moj januar, tvoj januar, ta januar. Ti si moj januar. Tonight in Januar je bila slišana skladba na novem EP-ju Lustni love, si na naslovnici Med zvezdami. Tako je, ja. Zdaj ta cover nekako predstavlja ta monoton, žalosten pogled. Zdaj Med zvezdami je pa po mojem bil sam ta element, da smo malo napolno nazadje. Nima nekega globejšega pomena, ampak ja, je pa ta monoton pogled. Smo hoteli prikazati neko naveličenost, tudi ta je pa nekako govori o teh, kakor sem prej omenil, čustvih, ki so kratkotrajne ali pa minljivi. Kako pomembna danes vizualna podoba v glasbi? Ja, jaz mislim, da niti ne toliko kot včasih, pač moraš imeti ta nek svoj značilen videz, po moje. Pač, če bi vprašal nekoga, ki res obvlada, kakšnega menedžera glasbenega, bi rekel definitivno da. Jaz pa mislim, da je ful pomembno v tem času, da si to, kar si, in to je to. Kaj pa video, produkcija, je nujna za podporo glasbe? Jaz mislim, da spoti so zelo pomembni, lahko pa tudi brez njih uspeš. Zdaj jaz ful rad dodajam k neki glasbeni podlagi, ki naredim, pol še pač direktiram spot, video spot. In pač zame vsak single bo imel spot. Je pač drag špil, ampak mislim, da če hočem prikazati cel spektar, ne. Zdaj, to sem se z nekom pogovarjal, spot lahko naredi komad, lahko ga pa tudi uniča, če ni dobro zajet. Ampak imam to srečo, da sem si zdaj najdel ekipo, s katerim ustvarimo dobre produkte. Scenarij pišeš sam, ja, za video spot? Vse delam sam, praktično, razen snemam, ne. Imam zdaj še ljudi, ki mi pomagajo pri temu, tako da imam to srečo. Počasi se premikamo naprej. Kaj ti naslednji spot, je mislim, da naletel kar na dober odziv, Mercedes 94 oziroma Mercedes 94. Ja, vsakeč, ko slišam tega, se mi kar nasmeji, ker je bil ta single tako malo za šalo, malo za heco, malo tudi za res, ker sem se res želel country komad izdati, tudi v spotu pač. Ta šarm, kako se prikazujem na kameri, kako sem oblečen, kako je Mercedes sretam, unga dobesedno treke za konje in kako sem na konju, je taka zabavna, sproščujoča. Mislim, da je super rad ta projekt, ja, malo navihan. Dejal si mi v telefonskem pogovoru, da ta Mercedes res obstaja? Ja, od očeta je. Zdaj, jaz sem delal 2 meseca, sem ga prenavljal pa poliral, da je pa realno lahko bil dokaj vredu v spotu. Vse, če se res vidi, se vidi, da je malo star.
Letnik 94. Tako je, ja, ampak ima kakšno barvo, pa tako malo zluščeno, ampak smo ga dobro spucali pa spolirali. Mercedes 94 mi je v jarko spet obtičal. Rabil sem pomoč in pa sem tebe spet poklical. Sam ti rekla si, da sem v glavo čisto brisan in da naj te sploh ne kličem več. Ker spoznal sem te, si bila za mene ti deklina. Jaz pa fant za te, ko se je izgubil v meglici. Ko plesala sva, si mene ti čist osupnila, pa sem zagledal vate se. Zato pa vem, da ljubila boš mene tukaj, jaz bom zastarel. Moj 94 Mercedes, vate vedno bom verjel. Ti trkaš mene mala, zate vse bom potrpel. Vse, kar rabim, imam od tebi, moj si zadnji del. A še spomnim se, ko sva se prvič poljubila. Ko plesala sva, si meni cel čas govorila. Naj vzamem te in mi boš prvič dovolila, a mi danes dala boš vse. Mi lepa še petaš vse stvari, ki hočem slišati. Jaz želim si te in se ka avtomat potiva. Bil sem prvi tep, nikoli ne boš me pozabila. Moj Mercedes stari 94. Zato pa vem, da ljubila boš mene tukaj, jaz bom zastarel. Moj 94 Mercedes, vate vedno bom verjel. Ti trkaš mene mala, zate vse bom potrpel. Vse, kar rabim, imam od tebi, moj si zadnji del. Ko gledaš me, topim se jaz pred tabo, babe. Jaz rabim te, čeprav me kdaj razumeš ne. Sam ne id stran, ker skupaj bomo staniva. Vem, da boš ti za mene edina bila. Zato pa vem, da ljubila boš mene tukaj, jaz bom zastarel. Moj 94 Mercedes, vate vedno bom verjel. Ti trkaš mene mala, zate vse bom potrpel. Vse, kar rabim, imam od tebi, moj si zadnji del. Moje ime je Tonight in poslušate Radioaktivno. Slowly zdaj letam spet. Vem, da sem obljubil ti svet. Sam ne moram, ne moram. Ljubim tebe, tebi bi pel. Ne vem, če tako te bom imel. Sam ne moram, ne moram. Nočem, da res stran od mene. Brez tebe jaz več ne znam. Vsaka solza, ki jo točiš, me spominja na ta dan. Mi dva Hotla si me ti spremenit, ne morem se več za te borit. Sam ne moram, ne moram. Ljubim tebe, tebi sem zver. Ne mi mar sem tebi bom pel. Sam ne moram, ne moram. Nočem, da res stran od mene. Brez tebe jaz več ne znam. Vsaka solza, ki jo točiš, me spominja na ta dan. Mi dva
Tonight z mano vdaje radioaktivno, Jan Car je to. Za konec oziroma za zadnji del bova predstavila še skladbe z tvojega prvega EP-ja Tebi bi pel. Ta je šel leta 2024, da pa si dejansko zaokrožil ta večje uspešnice. Ja, Ni mi več žal, Tebi bi pel. Tebi bi pel naknadno, pa valovi. Zdaj ni mi več žal, sem zaokrožil strateško. To je bil komad, ki bo, mislim, da iz 2023 single. Zdaj, Tebi bi pel je avtomatsko rad to, kar je bil ljudem toliko simpatičen, so ga radioti kar zagrabili. Valovi je moj najljubši komad, po mojem do tega dneva, en izmed najljubših, ki sem ga napisal. Ta je tudi šel dobro. Sanje pa nočem, sta mi pa mogoče, všeč sta mi, ampak vem, da bi lahko v današnjem času veliko boljše besedilo napisal, pa mečkan bolj dokončane bi bile. Jaz slišim, da niso toliko dokončane, kot sem želel, ampak ljudem so všeč, kar je važno. Kako poteka promocija novega izdelka? Tudi si kaj v živo na odrih? Ja, zdaj naslednji let bom nastopil z bandom prvič, sem si zrihtal band, plan je Maribor, Izola, Ljubljana. Zdaj promocija mojih izdelkov pa je največ na TikToku, Instagramu, Snapchatu, Facebooku in YouTubeu, vseh teh platformah. 3x na teden objavljam razne vsebine, ali je to promocija glasbe, kaj se dogaja v mojem življenju, kakršne koli vsebine se spomnim praktično. Tudi to sem se mogel sam naučiti, ampak to je velik del, da je moja glasba, se posluša, da pride do ušes. Boš potem v živo zvenel drugače, kot sedaj v teh audio posnetkih z bandom? Jaz mislim, da bojo ljudje lahko res začutili, ker ta boben, ta akustični zvok je to, kar je meni ful všeč, kakor boben udarga, ker začutiš v prsih, tudi vokali bojo. Mislim, da moji nastopi so, imel sem že 3 in jaz uživam na odru, tudi ljudje so mi rekli, da začutijo res ta čustva, ki jih mogoče prek digitalnega platform ne zaznaš to, ker človek poje ali pa vidiš band igrati v živo, saj jaz, ko sem bil na nastopih, sem čist drugače dojel komade, ki sem jih prej poslušal. Pomeni, da te poslušalci dobro spremljajo tudi v živo? Morate nujno priti na koncert, ja, morate, ker mislim, da to bo odlično. Itak že vadimo, tako da. Kdo so člani benda, lahko razkriješ? Imensko ne, ker noče biti izpostavljeni. Zdaj band je Tonight, je pač praktično sam jaz, to je obraz vsega tega, oni so pa pač moj band. Sence. No, ne bi se tako izrazil, velik del, ampak ja, jaz vse naredim, oni pa zaigrajo to, kar sem začutil, oziroma jaz ne moram 5 inštrumentov igrati, tako da rabim band. Računalnik pa jih lahko? Ja, računalnik je awesome. Naslednja bo Nočem. Nočem, kakor sem rekel, všeč mi je ta komad, všeč mi je, kako se stopnjuje drugačenje. Zdaj, to, kar je pač naslov Nočem, ne želim si, ampak ja, všeč mi je ta komad. Ampak, kakor sem rekel prej, Sanje pa Nočem bi mogel še malo spisati, bolje. Malo tak kiso preokus imam pri teh dveh. Ne zdi tam se mi končani to, kar se je takrat ful mi modil, zaradi ne vem, kjerga razloga. A mi daješ moč, a mi obsameš prav. A je že enkrat dovolj. Ne verjami drugim, lažni so ljudje, ki oblak zakriva, sonce senca je. Ne moram praviti, sonce ti pa senco iščo sam. Prosim, pada, prosim, lomaš,
Jaz zate vedno sem tam. Ja, gledaš, kaj se lomim zate. Vse je dobro, zakaj? Jaz zate vedno sem tam. Tonight. Jan, kako pa gledaš na slovensko glasbeno sceno? Všeč mi je zelo, všeč mi je, da je veliko mladih, všeč mi je, kot ste sami prav omenili, da je žanrsko se ne omejujejo toliko. Obožujem bende, vedno bolj, ko sem starejši, več poslušam bendov, starejših bendov tudi. Zdaj Siddharta, Joker Out je dokaj nov, Murphy so dokaj novi, LPS, te so bendi, ki se mi zelo všeč. Zdaj kakšni te mlajši artisti, ki so Junior Kani, Tadi Tada, Jimmy Pro, pač razno razni, tudi Masaja na koncu drill, ali to rap, R&B, kjerkoli žanra. Jaz poslušam vse, tudi no marknik, čist hyperpop. Ampak ja, navdušuje me, no, z eno besedo. Vse res obožujem slovensko glasbo in to kulturo, ki jo mladi vlečemo naprej. Omenil si res veliko mladih imen. Ja. Tako na solistični poti, kot tudi tistih, ki so v skupinah. Ja, res sem dosti investiran v glasbo. Poslušam vse od zelo, zelo mehnih, ki jih imajo 16-mesečnih poslušalcev na Spotifyju, do res ogromnih. Vse spremljam, ker tudi jaz sem bil enkrat mehen, pa še vedno sem mehen, tako rad mislim. Tako da glasba niso številke, to kdaj pozabimo, ne. Kaj pa trendovsko? Smo nekje v svetovnem trendu, če danes sploh lahko o neki trendi govorimo? Jaz mislim, da sledimo. Pač si zicer nacionalni, pa razno razni ta prepričanja, ki jih imamo. Jebel, rock v Sloveniji še vedno preveduje, zdaj pa takoj za rockom. Oziroma jaz bi rekel, da je domača glasba, rock, pop glasba, pol pa zdaj to, kar izhaja iz Srbije, Hrvaške, to pomeni ta turbo folk, Balkan. Zdaj ta prava slovenska glasba je, ne vem koliko, 10% je morajo radije vrteti. Mislim, da se to bo zdaj malo povečalo. Najbolj strada, ampak če že delaš rock ali pa pop. Zdaj rap, pa trap, pa razno razne žanre, te niso toliko razumne. Ampak mogoče kakšen old school hip-hop, R&B. Bi pa rekel, da definitivno zaostajamo za Ameriko, pa tako tudi za Balkanom, full. Ampak ko je, malo smo staromodni tukaj, kar pač ni nič narobe, ampak bomo prišli. Mislim, da smo ponekod celo naprej. Vse pri bendih. Pri bendih definitivno, pri roku, ja. Naslednja, ni mi več žal, mislim, da to je največja uspešnica, ali se motim? Ja, največji komad. Tukaj sem prvi komad, ki sem ga naredil indie pop rock in nekako tukaj sem ga takrat se spomnim prav, sem ga kazal družini in sem rekel, ta komad sem naredil, ni mi toliko všeč. In pa so me gledali in so mi rekli vsi trije, starša sta ločena, ampak sem imel pač pokazal posebej in oba, da sta imela v izraz, wow, to pa je neki, prej sem delal bolj trepa, ne, to je bilo pa tak, malo drugačen, sta bila, wow, to me pa všeč. Tako da ja, ni mi več žal, da sem ga izdal. Verjamem, da ne.
z mano zaigra. Ne vem, če mene si odpisala. Sam nisi vredna me. Ni mi žal, ni mi več žal. 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 Več žal. Ni mi več žal in Tonight vodaje radioaktivno z EP-ja Tebi bi pel, ki ga lahko najdete na streaming platformah. Jan, kako pa gledaš na umetno inteligenco? Prej sem jo sicer že omenjal. Zdaj, obenem mi je všeč, obenem mi pa ni. Zdaj, všeč mi je, dokler ne krade nekih originalnih samplov ali pa dokler ne krade avtorskih pravic glasbenikov, kakšnih lupsov originalnih del. Zdaj, dokler se neke stvari sama spomne, pa skreira mi je všeč. Dokler pač ne gre za krajo avtorskih pravic, zdaj definitivno mislim, da je to prihodnost, da bo pomagala pri krajšanju delavnika, pri miksanju, pri masteriranju, pri produkciji, posod. Pač tudi že če hočemo od neke sobe ali pa nekega posnetka samo šum dati ven, bo že to lahko. To že zdaj znano. Tako da, mislim, da je super in ne super. Tako da sem na sredini. Jo kaj povprašaš, uporabiš? Ja, ChatGPT definitivno uporabljam skozi. Zdaj za glasbo bolj ne, zdaj bolj za marketing pa za kakšne scenarije. To ja, za glasbo probam res, da je ta pristna, tudi če je tako. Všeč mi je pri glasbi to, da ni vse točno na metronom, da je kaj zamaknen, da je kakšen ton neperfekten, da je človeško, tako bom rekel. Zato se malo izgibam. Jaz jo uporabim pri pripravi intervjujev in jo tudi povprašam Microsoftovega kopilota o glasbeniku. Kot sem ti že prepovedal, se moram kdaj pa kdaj zadreti pa je povedati dvakrat oziroma vprašati. Kaj pa misliš, da odgovori na vprašanje, katere so najpopularnejše tvoje skladbe? Ni mi več, o tebi bi pel Mercedes 94, po moje bo zdaj napisal. Ampak po moje bi šel kar po temu. Ni mi več, o tebi bi pel Valovi, mogoče Mercedes 94. Kar dobro ti gre. Dobro sta usklajena. Sva? Ja. Ni mi več žal, tebi bi pel OCD, Mercedes 94 pa Lust in Love. A res? Wow, drugače res. Kar preseneča ta AI. Odvisno kakšen dan ima. Pri tebi je vse skladbe našlo, da so tvoje. Pri nekaterih ne najde niti vseh skladb od izvajalcev, s katerim se pogovarjam. Ojoj. Tako da malo umeglo brca. Ampak se uči, kot opažam. Ja, definitivno, vedno je boljši, vsak model je pametnejši. Pač jaz, dokler to koristi človeštvo je cool, dokler pa spodbuja to neko lenobo, je pa tako. Predzadnja bodo sanje. Sanje so kar zanimiv del. Kakor sem prej rekel, ja, zdi se mi nedokončan, ampak obenem je tak kratek akustičen komad. Zdaj v živo ga rad zapojem, se zdi tak pristen. Zdaj sanje so tako, kot točno kaj je. Zdaj mogoče čez nekaj let, ko še nekaj več ustvarim iz sebe, pa se naučim več inštrumentov, pa imam mogoče močnejše ime v Sloveniji, poslušam ta komad in imam to refleksijo, da sanje so bile, zdaj pa so realnost. To je upanje. V komadu govorim pač, da sem sanjam o sobi, da bom uspel in da pišem komade. Vse maske so padle, vsa mnenja so vaša, srce pa te rane, mi glavo zanaša. Jaz vem, da te rabim, odpiraš mi rane, ne čakam na sanje, ker delam se sanje. Vsak je dan, ko safram sam v sobi, poleten dan, pogrešana in dotik. Cel dan, vrti se mi v glavi, bera, ko probam se umamit. Vsak kis, ko spomnim se od lani, iščem te, pa noč
nočem te pozabit. Bejba, spomini so nevarni, kje sva, ne morem te pozabit. Vse maske so padle, vsa mnenja so vaša, srce pa te rane, mi glavo zanaša. Jaz vem, da te rabim, odpiraš mi rane, ne čakam na sanje, ker delam vse sanje, vse. Jan, za konec tega pogovora, kako boš sanjal naprej? Če smo ravno bila pri skladbi Sanje. Sanje so zelo pomemben del, mislim, da vsak mora imeti sanje. Zdaj, kar je zelo pomembno, kar sem se tudi naučil čez leta, je vztrajnost pa konsistenca. Zdaj velikrat nekaj izdamo ali pa kaj naredimo in nam ne uspe. In pomembno je, da gremo naprej. To pomeni, če 100krat probamo nekaj, je velika možnost, da nam proba 10krat. Če pa probamo 10krat, nam bo pa enkrat. In večkrat probamo, večja možnost je, več sreče imamo, da nekaj rata. Pa še boljši smo. Sicer pa sproti v tebi na družabnih omrežjih, Instagram, TikTok, Facebook še imaš, kot sem tudi videl. Ja, vse imam, probam biti ful, kot ste rekli, konsistenten, 3krat na teden objavljati, da me ljudje spoznajo. Mislim, da je ta pristnost zdaj ta stvar, ki se najbolj proda. Mislim, da težko ljudje kupijo nekaj, kar ni resno. Težko je nepristnost. Pristnost je ta stvar, mislim, ki se proda pri glasbenikih. Da si to, kar si. Lastni Love je aktualni EP, ki si ga zdal. Bo še katero skladbo z tega EP-ja izpostavil kot single podprl z videom? Ne, zdaj to je zaključek tudi nekako te ere. To je unikaten EP brez omejitev, za veliko eksperimentiranja, veliko alternativnosti. Zdaj, kar pride, pa pride vstop v, jaz temu rečem, svojo produkcijo, začetek svojega zvoka, izjemno resnost do glasbe, tudi mentalno drugače dojemam zdaj te korake, ki jih delam v svoji karieri. Mislim, da bo to neka prelomnica zdaj od tega singla prihajajočega, ki pa še nekako bi ga povedal naslov, ampak se še malo odločam, kak naslov bo, ampak bo pa definitivno presenetil. Kdaj ga lahko pričakujemo? Februarja s potom. Tako da še bomo počakali nekaj mesecev, za konec tega pogovora pa se ozrli še na EP Tebi bi pel in Valovi bodo tisti za konec. Ta komad je en od mojih najljubših. Zdaj mogoče ne to po temu, kar je napisan, ampak po žanrsko, po energiji. Tudi ta komad je bil posnet v enem tejku. Bil je izdan čisto naknadno, pač značilno zame. Sem ga naredil, posnel, mogel bi ga še enkrat snemati, ker pač bi mogli biti vokali bolj kvalitetno posneti, ampak mi je bil všeč pri srcu in ta energija, ki jo žarevam, je to, kar na mene odihuje na splošno. Mislim, tudi na koncertih je moj najljubši komad za igrati, ker ljudje ga pojejo kot nori. Valovi za konec tega pogovora, uradijske valove z Valovi ter Tonight. Jan, hvala, da si se oglasil v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala, ker ste me imeli. Zrakle, poljube, kaj si dala meni vsem, a spomnila si boš ti men, in pa si dala še sadiš ti mi tvoj srce, vse obstaja, ti medeš in sem te, jaz vem, da sanjam, sem ste realnost tebe me, jaz vem, da sanjam, vem, da si prava. Se spet sprehajaš in me slušalke na glas Tonight predvaja, ker je za tebi sem betak. Srce nagaja in glava meša med cel dan. A si ta prava, a so še zadnjič za te. Vsi valovi so plesali za tebe.
to globino v nama, ki a ne najdem te, ne najdem se, ne najdem te, več ne najdem te, zakaj še vedno znajdem se tle. Ker po mestu sem hodil, je polno spominov, pa iskal sem te vseeno. Si zame brez trup, ker tvoje telo mi umami ves umprec. Jaz vem, da te ljubim, a ljubiš ti mene, lažeš ti seb. Jaz vem, da rabim iz te, vem, da ti rabiš mene. Ker rekla si mene, da sem prestopil tvojo mejo. Ne rabiš me več, srce v momentu je trpelo. Iskreno, jaz skrbam sebe, vse je že zbedilo. Je uvelo, je uvelo. Se spet sprehajaš in maslo vsake prej na glas. Tonight predvaja, ker je za tebe sem bedak. Srce nagaja in glava meša med cel dan. A si ta prava, A so še zadnjič za te. Vsi valovi so plesali za tebe, vsi so iskali to globino v nama, ki a ne najdem te, ne najdem se, ne najdem te, več ne najdem te, zakaj še vedno znajdem se tle. Živjo, jaz sem Tonight in poslušate Radioaktivno.